Dajte en velik aplavz, prosim. Dobrodošli v prvi predstavi 3. sezone Vaške scene. Impro zasip, v bistvu Vaška scena. To je bilo to? To je bilo to, zdaj pa gremo domov. Ne, se ne. Dobrodošli na predstavi Predigra. Gre za... Igro preden je zares igra. Preden gremo zares, ja. Danes bomo mečko prav biti norčavi, mečko bomo probali se igrati ene določene igre, discipline. In hvala, da ste prišli pač danes v takem številu. Kako ste kaj? Dolg časa se nismo videli. Ja. Celo poletje, kakšno je bilo vaše poletje? Ja? Kje ste bili kaj na morju? A je bil kdo kaj na morju, a smo sad delali? Ne, Gorenjska je predaleč od morja. Tam ne je ena bila. A si? Kaj ste bili na morju? Točno to. Kaj ti bo morje, če imaš bled? Dober, ja, mi smo Vaška scena, jaz To pa je danes... on! Si vi to? Ja. Kdo je ta tip? A je to nov tip? A je to gost današnji? A ste v Vaški sceni? Ja, niste še videli. A je kdo videl na me? On ful nisva si. Ja, ni ne zgleda. Čeprav zgleda tako, da bi lahko delal v eni orang štali, ne? Tako brado, tako postavo, tako da mogoče. Ampak ne, dame in gospodje, to je Jošt Jesenovc, današnji gost. Hvala. Zdaj smo ugotovili, da ti nisi iz Vaške scene, nisi iz vasi. Nisem sem z vasi. Si iz vasi? Sem čist drugi. S kje pa? Iz Verda pri Vrhanki. O, dajmo en aplavz. Ambasador iz Verda. To je en kamnolom, ko gremo z morja, je en kamnolom, ogromen, to je v Verdu. Zdaj delal v kamnolomu? A? Si kdaj delal v kamnolomu? Nisem, sem pa enkrat bil tam. Res? Sem ga videl. Je dober? Je dober? Ja, in en video spot za posnetka so se delali, da so na Luni na tem videu. Wow. Res. Tabu, ta band. Jošt, kakšno povezavo imaš pa ti z improm? A si ti kdaj delal kaj impro? Pa ti sploh počneš v lifeu? Jaz imam ful enih povezav z improm, improviziram od srednje šole. Zdaj pol učim impro v programu Šila za dijake, vodim ta program Šila, pol vodim eno usposabljanje za une, ki bojo vodili delavnice, po novem sem pa celo profesor impra na srednji šoli, ker je to v 3 gimnazijah v Sloveniji imamo program impro delavnice in ustvarjalne delavnice, kjer pač res imamo impro kot del pouka, tako matematika, impro, slovenščina in vse ostalo. Še kar usposobljen za biti tle, ne? Sem preveč povedal, ko boste zdaj ful pričakovali. Kako lahko daš ocen? Ja, mi smo ful veseli, da se danes pridružil na Predigri na prvi predstavi naše 3. sezone. To je tudi moja prva predstava to sezono. A res? O, super, da veš. Tako da se bomo zdaj vsi skupaj fajn ugreli, pa da bomo zaštartali to sezono. 19-20 idemo. Nepolno. Ja, ampak danes jaz ne bom, jaz bi danes s vama prepustil besedo, da boste vi danes odvodila to predstavo, tako kot se zagre. Bova, lej. Pač malo, ne? Zupam. Ponovadi se ugrejemo, tisti, ki ste vajeni, ki ste že prej tle, kaj bili, ponovadi se najprej ugrejemo, se pravi, se igremo neko igro, disciplino, ki ima kakšno določeno določilo, ampak je še dosti lahkotna, ne pričakujemo neke strašne zgodbe, pa ponovadi izberemo kakšno tako, da je nam težko, zato da je vam zabavno in smo se zato spet odločili za ogrevalno disciplino, ki se reče samo rime. Govoriti bomo skušali samo v rimah, oziroma moramo, 2 bosta začela, mi bomo ostali takole malo ob strani in vsakič, ko kdo od njiju ne pove svoje replike v rimi, vi zelo na glas iz vsega srca, privoščljivo se zaderete buuu. Dajmo probat. Ni mi uspelo? Boli srca še, ja. In potem gre ta oseba gre potem dol, vskoči nekdo drug, igra isti lik naprej, ista zgodba in skuša on narediti. Rimo, to je to. Evo. Dajte samo za lažji začetek en prostor. En drug prostor. Širši. Sušilanca za klobase. Sušilanca za klobase. 3, 4, zdaj. Evo Joža, še enih 5 sem prinesel. Samo da naš ti
Stresu. Saj veš, da sem neroda. To je prava večna prigoda. Ja, vendar zaradi... Joža, zaradi tvoje nerode zgubljamo posel. A ti misliš, da sem jaz en vosu? Jože, treseš se. Kaj dogaja se? Imam ogromno tremo. Moram se podmazati s kremo. Kakšna pa je to žalba? A se z njo lahko pozdravi? To je krema iz klobas, ki jo delam že dolg čas. Dolg čas pa ni v tej firmi s tabo, tako pač si neroden. Tole ti želim predati, da bomo spet se lotili klati. Joža, to je res težko. Še malo pa bo klobas v nebo. Takole, nož je že pripravljen, da zariže. Pa dej pa takole zdaj zarizat. Dej pa se znam še malo pohecati. Glej, kaj si zdaj naredil? Sem naredil, pač skupaj sem spravil in zalepil in... Glej, kaj si zdaj naredil? Škodo. Lej, kaj si zdaj naredil in spet bom stal vse pojedel. Ampak Joža, še zmeraj rukaš se. Naj pomagam tisto kremo, da prekosiva vsako slabo vnemo. No, maži me, maži. Z rokami me tolaži. Se počutiš že kaj bolje? Ali naj prilijem še olje? Ne, nikar olje, že tako sem dobre volje. Ko takole te gledam mastno, izgledaš prav posebej slastno. Hvala, Jože. Mi je všeč, da sva si všeč. Kaj, če greva skupaj tjale gor na peč? To smo bili Joštin prijatelji. Lih sem repal v avtu, na poti sem... Aja, in si se ogrel, okej, ni fair, ti si že badil. Morat in žal. Dobro, mi smo se ogreli, jaz se počutim ogreto. Okay. Pol pa začnimo, no, z improdisciplinami, to so torej krajši prizori, ki imajo neko določeno strukturo ali navodilo. In prva stvar, ki bi jo odigrali, je, kdo je Slavko. Ne vemo še, kdo je Slavko. Slavko je tudi generično ime, kakršnokoli naključje z imenom vas v publiki je zgolj naključno. Dva igralca bosta začela prizor in opisovala neko tretjo osebo, lahko določita fizične ali psihične lastnosti. In ta tretja oseba se potem pridruži, skupaj piše četrto, ta se tudi pridruži in spoznali smo Slavkota. Tako, to je to. No, dajte nam za začetek samo en dogodek. Nesreča. Plejska noč. Plejska noč! Kaj pa se dogaja na plejski noči? Pije se! Okej, sprašurka je to. Dobro. Evo, dajte en aplavz za spodbudo za začetek. Letos je pa še boljš, kot vsa leta do zdaj. Nobene še nisem zamudil, prav nobene. Blejska noč. Pa tudi nobene. Zaklicaške. Kje pa je Tatjana? Tatjana pa je še doma, no. A je? Ja.
A je spet šla plavat na otok? Otroke je mogla dati spat. A ja, se vemo, Tatjana se pol razživi, ne? Ja. Ko da otroke spat, pa Tatjana, čez druga Tatjana rata. Nič slabega od Tatjani, no, se ti zdi, da se je malo spremenila, odkar se je iz Nemčije vrnila? Ja, res je, ja. Pač doma je čisto drugače zdaj. Zdaj spijo v ločenih sobah. A res? Ja. Meni je zelo žal, da sta tako. Mislim, da se vem, da je bila vedno mahnjena na red, pa na vse, sam... Meni se zdi, da je še H razvila. H. Včasih je tako lepo rekla kremšnita, zdaj pa ne zna več. Kremšnita. Kremšnita. Guten Tag! O, Tatjana. Ja, lepo te je videti. Ajde, Ordnung. Aha, tako? Kje pa? Meine Bier? Grem kar sama iskat. Takole, tok da veš, Simon ni hotel takoj zaspat, samo eno okol kepe dala, pa je pa šlo. Paše. In? Sta kaj zapisala že? Sva mečkan uvod naredila v Blejsko noč 2019. Aj tale kaj plesal, ka z mano noče. Ja, pa sem hotel. A z njim pa si? Sej prav, Ne, ne? pa sej nisem, jaz moram zdaj tle vmes postegati med vaju, ne. Vidva lahko delata kar hočeta skupaj ali pa narazen, kakor vama paše. Še kakšen ali pa trije, pa lahko vsi skupaj kaj počnemo, a ne? Mislim, plešemo. Ja. Kaj, ujodal kakšne čuke ali novijo, kaj? Ja, Ali pa DJ Tanja je- Žagar, a ne bilo lepo, če bi Tanja Žagar na plet kdaj prišla. DJ, drugač imamo ga, ampak je... A DJ? DJ je imel prometno nesrečo. A to je svetun, kaj vsak let ima prometno nesrečo pred Blejsko desetko. Ne zna voziti okrog kune golf žogce. Jaz mislim, da nasplošno ne zna, pa nasploh tudi tole okrog, ka ne bi on vrtel, mu ne gre najbolj, jaz mislim, da ima težave z motoriko, veš? S čim? Z motoriko. Kako lepo spet rečeš? Ja, samo kremšnita mi dela težave, te pa še nisem osvojila. A veš, kaj se pa meni zdi? Da je tlele malo vroče. Kaj, če mi malo zaples ali pa tegale Simona malo, da bo on dal eno fajn musko. Gremo? DJ, fajn, sam neroden je, sam to vam povem. Ja, jaz se pravim, da ima težave z motoriko, pa tudi odkar hod na lunčarstvo se je malo poženščil, no. Živjo! Jaz sem že 2 spila. Jaz se pravičujem, ampak res sem se zataknil v kroženju. Dober si musko! Ja, zdaj smo jo kar sami s telefonov dali Bluetooth. Zakaj niste mene počakali? Ja, mogli smo začeti, noč se je že naredila. Zate? Pa ne, da so spet tisto mešalko dali. Veš, jaz imam kar travme zaradi te mešalke. 2 zate, da boš bolj motoričen. Kar oba? Ja. Ja, deluje na motoriko. Kaj, če bi se šli nagi kupat v jezero? Tatjana, ti si res drugačna. Ja, sem otroke dala spat, veš. Ja, A bi šel pogledat, kako sem jih dala spat. da se grem pogledat, ja. No, pa pej. Mislim, da je... Pa sta šla. Blejska noč! Jaz, vsak let boljš. Vsak let boljš. Tam, ne? To bo tam. Kaj? Nesrečo smo pozabili. Nesrečo smo pozabili. Jaz sem sam Blejska noč slišala, ne? To je tako markantno, da pol jaz kar pozabim na nesrečo. Kaj smo pozabili? Nesrečo. jaz sem Jaz sem... Ta prizor je bil nekaj vrste. Je bil nesreča. Bil je nesreča. To je bila nesreča. Socialni odnosi so včasih pač nesreča. Jaz grem malo pit. Pa ne gre še kdo pit. Grem še. Ko bomo zdaj eno zadevo naredili, ka je fajn, da niso vsi noter No, in da malo ne tudi ja, poslušajo. ja. Pejte vsi, pejte malo Ampak pit. pridite ven iz stavbe, a prav? Kaj bomo A se, evo, Bomo eno zgodbo ena od vaju, to a bi jih pospremila sam ven skozi vrata, toliko da už zihar, da so šli ven, da ne bojo slišali. Moče tale skapo, ki je pripravljen na Tale, nas. ali pa je, no, obedvi, dva varnostnika. Oni bojo slišali Ajde, zgodbe. fantje. Gremo tja. Vane, ven, Ja. Vene, idemo. Ja, ven, da ne boste slišali. Dobar.
Zdaj bomo tako, zdaj bo malo bolj intimno s teba. Ja. Eno od vas bo povedal eno zgodbo. Eno, lahko resnično, lahko tudi malo priredite, kakorkoli, eno zgodbo. In, hvala gospa Natarka, in eden od naju bo to zgodbo naslednjemu, enemu od tistih, ki so tam zunaj, pokazal, ampak brez besed, samo s telesom in z glasovi, s pantomimo in tako naprej. Potem bomo naredili pa tako verigo, da bo tista oseba, recimo oseba A, ki bo prišla prva noter, osebi B, ki bo prišla druga noter, to zgodbo povedala, kakor si predstavlja, kakor razbere. Kakor je dojela. Kakor je dojela in oseba B bo osebi C, spet s pantomimo pokazala in osebi C bomo dali še zadnjo nalogo, da še enkrat pove to celo zgodbo. In to bo čisto isto, boste videli od začetka do konca. Ja, ta zadnja zgodba bo identična vaša. Razen, če bo šlo kaj mečka narobe. Ampak ne veliko. Tako, ja. Okay. A ima kdo kakšno kratko zgodbo? Nič ni treba, simpatično, da je nerodno. da ste rešili dragulja iz Majovega želodca ali pa karkoli. Lahko tudi, če ste ga, lahko pa tudi kaj čist običajnega, vsakdanjega, karkoli. Kako ste včeraj naredili najboljšo musako. Ever. Ti imaš zgodbo, ali si se počesal? Okay. Jaz imam zgodbo. Povej. Belega dne je prišel ropar in ukradel denar. Kje pa? A doma? Na Jesenicah? A doma, v hiši ali v službi? V službi, potem sem pa jaz roparja ujela, potem sem ga pa mogla izpustiti, pa policijo poklicati, da so ga potem ulovili. Dobro zgodba. Pogumni ste, Dajmo pogumni, en bravo. aplavz za začetek. Sredi belega dne. A je to res? Sredi belega. A je res? Bravo. Da kar malo strah. Karkoli narobe. Až ti? Lahko, Dej, lahko. dej ti. Prav. A bi vratarki šli iskat tamle vrata, pa se zadereta ven, oziroma se bomo vsi skupaj zadrli prvi. Prvi, okej. A lahko sam še ponovim na hitro, gospa vratarka, sem sekunda? Se pravi, sred belega dne na Jesenicah, v domov je vlomil nekdo. V službo? V službo. V službi In ste ga prišel zadržali. ropar noter, Ja, jaz ga nisem videla, okej. ker sem imela drugo stranko in mi je Kaj pa delate? ukradel denar. Veterinarka. Veterinarka. Ukradel denar. Ja, in jaz sem ga videla in sem rekla, ukradel si me. Ja. tekla za njim. Nisem, psa ti bom pripeljal. In jaz nisem mogla pogledati v blagajno, a je, a ni, ker sem sam slišala in sem ga mogla spustiti. Sem šla za njim ven, pa sem se postavila pred njega. Kdo si? Pa mi pa povedal eno izmišljeno ime, pa pokaž osebno. Nimam. Pa sem ga mogla spustiti. Ampak smo ga ulovili. Je policija ga ulovila. Denar? Je ukradel. Koliko denarja je ukradel? 800 evrov. 800 evrov. In ga bomo dobili nazaj. Krasno. To je naše. No, to je vaše, ja. Zaživali. Zdaj pa lahko. Hvala, gospod. Evo, dajmo na 3-4 zdaj, se zderemo prvi. 3-4 zdaj. Prvi! Evo, in eno. Pik, pik.
Evo, vratarka, pet drugega. Ne še, a ne bo zdaj. A ja, zdaj bo povedal. On pove naslednjemu. Ja. Takole, zaberemo se drugi na 3, 4, zdaj. Drugi! In da vidimo, ne, še enkrat isto zgodbo slišimo. Takole. Hej, Jure, jaz delam kot veterinar, ne, in sem likar ena mačka od ene gospe je zbolela. Sem tako pač, sem gledal, če ima vročino ali nekaj, kako je srček bije. In takrat je prišel en model not, in ga jaz nisem še opazil, ampak je tako ful uprezal. In jaz sem bil čisto zamoten tle z mačko. In gospod je prišel not in iz predala vzel moj skalpel. Je bil tako, jaz sem to vzel domov in šel. Šel za njega, gospod, nisem tako bil naredil sem tako, gospod! Vi ne morete skalpela vzeti domov, pač to so moje osebne stvari. In potem sem se spomnil, še mačko moram vzeti. Pač, tako sem jo pomiril, v redu je. Veš, imam vročino, pa je srček, da je ne nabije preveč. In potem sem poklical policijo, gospod je vrnil tale skalpel nazaj. Ne, kao, nič, kao, vse je v redu. In sem rekel, ni v redu. Sem poklical policijo, sem dal še mačko na telefon, ne še ona pove svojo zgodbo. In potem sva jim povedala in tako je prišla policija in ga je skoraj ujela. On je skoraj zbežal, potem sem ga ustavil, stop, in mačka je padla na tla. Ampak sem jo pobral in potolažil. In policija ga je ujela. Tako je bilo. Iz varnostnih razlogov prišli sem. Vlada gospa vratarka, še zadnjega. In se na 3, 4 zdaj zaderemo zadnji. 3, 4 zdaj. Zadnji! Neš. Zadnji! To je bilo, isto. Marko, boš ti še povedal občinstvu, kaj si izvedel? Ja, zdravo. Povedam v zgodbo iz
preteklosti, ko sem opravljal še svoj igralski poklic. Namreč v polni dvorani Drame smo igrali isto znano uprizoritev velikega pisca Becketa O, ta zlobna mačka. Zgodba je govorila o... jaz sem igral tata, znanega tata, ki je v... Očeta. Tatu? Tatu? A ja, tatu. Ja, tatu. Ki je v 19. stoletju, na koncu 19. stoletja, ropal veterinarje. Bila je res fina uprizoritev. In prišel sem na oder. To pač ne vem. Kako se je končal? Ko se je končal? Končalo se je tragično. Mačka je padla na odru na tla in jaz sem si z iglo prebil prst. In medtem, ko sva tekla v počasnem posnetku, sem se zavedal, da se je moja igralska kariera končala s to prizoritvijo. Nisem znal tako žalostno glasbo. Ne, piše skrivnost. A ja? A smo za, da gospa z Markom deli originalno zgodbo? Ker ne vem, točno mislim, tako Mark, piše. prisluhni. Ja, prosim. Hudo zgodbo. Bilo je v Dranski ambulanti popoldne. Odprta so bila vrata, ker je bilo toplo. Imela sem eno stranko in mi je tak šel noter. In mi je v drugem prostoru ukradel denar. Jaz sem ga zalotila in sem ga vprašala, kaj delaš tukaj? In nek čuvaj za psa išem, ti bom pripeljala psa. Sem rekla, ne, ti si mene ukradel. Ma ne, jaz ti bom psa pripeljal. In je šel pri vratah ven. Jaz za njim se postavim pred njega. Kdo si? On pove z mišljenjem mesto. Pokaž osebno. Približen, ja, se lahko bi... Teč hitro nazaj, se preveriti, a je res ukradel denar, teč spet za njim, ga ni bilo več. Klicati policijo, potem se je začela pa zgodba razpoznave po slikcah, to je bilo jako zoprno in potem še razpoznava v živo na policiji. Kot v filmu, So ga je bilo ujeli. 3, 4, 5 dečkov v vrsti. Kjer mu je najbolj podoben? On, Kjer? Ja, Mark, Ja, jaz imam. se delaš, Mark, se delaš, da ne veš, kako Zadobili ste me, ha! Če zapoveš, kaj si delal takrat tistega. Rabil sem denar. Evo, dobili ste me. Saj še zdaj, kje pa je tata pa tatu? Kje pa sta zdaj? Ja, kje imaš ta tatu? Okej. Gremo naprej, na naslednjo igro. Naslednja igra pa se imenuje Eksotični šport. Mi bomo eno TV oddajo, v kateri bomo imeli enega novinarja, eno ali pa novinarko, enega strokovnjaka ali strokovnjakinjo za nek izmišljen šport, zato mu rečemo eksotični. Ni to atletika, ni to nogomet, ampak je nekaj, kar boste določili vi in kar še ne obstaja. Ta strokovnjak je pa s sabo prinesel en posnetek v počasnem posnetku, na počasen način, ki se bo zadaj predvajal in bo pokazal vse, kar se dogaja. In boste izvedeli veliko o novem športu, tako? Ok, kdo bo naš novinar? Jaz bom novinar. Izvoli. Kdo bo naš strokovnjak? Kaj? Boš ti strokovnjak za šport? Bom. Za šport, ki ga bojo določili, ti si ta trener, postaviš se kar sem, lepo prosim, tako izvoli. Mi dva bova posnetek. Mi dva bova pa posnetek. In od vas pa rabimo še en šport, ki še ne obstaja, en šport, ki ga bomo zdaj prvič videli. Lahko na... Kako? Fuzbal na pol igrišča na 4 gole. Fuzbal na pol igrišča na 4 gole, Lahko je še bolj eksotično. Da na miski imaš tako roko in pol še žogo, predaj ti odbijaš. Ok, kaj pa odbijamo? Je žogo. Kaj pa če damo še na mes žoge in še neki? Kokos. Ok? Bejzbol s kokosom in podlaktmi. Še kaj, dajmo še kaj dodati. Dajmo še kaj? Kje se to dogaja? Na Dajmo še eno Maurici. lokacijo. Na polinu. Na trampolinu. Ok, zdaj pa Normalno, imamo to bi si vsi želeli. Kako se imenuje ta šport? Tako. Trampolimbol. Kokomet, ja. Kokomet. Kokomet. Ok, To je to. to je to. Dajmo en aplavz, mi bomo pa začeli.
Dobrodošli v oddaji Nenavadni športi tega sveta. Danes bomo pogledali kokomet. Z mano je veliki strokovnjak za kokomet, Koko. Zdravo, Koko. Povej, Koko, kaj pravzaprav gledamo tukaj? Zaenkrat se naši igralci še ogrevajo, veš, zato šport so značilne poškodbe zgornjega dela trupa in tudi spodnji se kdaj poškoduje. Tako da ja, predvsem ogrevanje je zelo, zelo pomembno. Kateri deli telesa pa so najbolj pomembni pri kokometu? Kaj je potrebno najbolj ogreti? Vsekakor, vedno se sliši kot kliše, ampak možgani tukaj delajo s polno paro. Tukaj že lahko vidimo stranski premik levega zadnjega igralca, ki razkazuje svojo moč tako, da se šopiri. To je značilno za ta šport. Pa je ta šport agresiven, mislim, kakšne so te glavne karakteristike tega športa? Ker kakor vidimo, se zelo šopirita oba igralca. Ja, ne, zelo značilno je, da v ta šport vstopajo zelo nenasilni ljudje. Tudi jaz sem sam dolgoleten igralec tega. Aha, kaj pa se tole dogaja zdaj tukaj? Se pravičujem. Ja, to je kokos, ki leti, zdaj. In točka za njega, ja, tako, točka Pa za so njega. poškodbe Ja, poškodbe so pogoste? hude. Poškodbe so hude, zelo hude, smrtonosne, ampak vse v športnem duhu, vse razumem. Pa je pogosto da se zgodi, da igralec dobi kokos v glavo? Ja, to je to, što je za 10 točk. To je cilj tega športa. Koga pa pravzaprav gledamo tukaj? Gre to za kakšne dva znana kokometaša? Ne, zaenkrat so to še zelo neznani. Dve sosednji vasi, tukaj je tako spet odboj, lepa podaja in pa, tukaj. Kakšen je pa točkovni sistem, če smemo vprašati? Ja, zelo enostaven. Padec na tla 20, udarec v glavo 10, smrt se pa nagradi z 40 točkami. Pa pri kokometu obstaja ta sodniška dimenzija, ne? Kako se sodi, je kdo, ki je odgovoren za... Ne, prav to je zanimivo. Pač tukaj prepuščamo stvar na ključju. Tudi pravila, kot vidimo, so zelo taka, nerigidna, sproti se spreminjajo in mogoče bomo prav zdaj videli ta osebno noto tega športa. No pa da vidimo, se že razvija ta osebna nota. Tukaj očitno bo šlo na smrt, za 40 točk, ja in 40 točk. Se kokomet vedno predvaja v počasnem posnetku ali je... Ne, hotel sem vas sprašati, zakaj imate na počas, lahko damo na pozdrav. No dajmo še na hitrej, samo da vidimo, kako je to resnijo. Ok, pa dajmo tukaj ustaviti samo sliko za trenutek, večkrat nazaj prevrtimo. Tole me zanima, tako stop. Kaj je to sedaj tukaj? Je to gib, je to... Ne, tukaj lahko vidimo, veste, oni so zelo natrenirani, njim čas teče počasneje. In tukaj lahko vidimo solzo pogube. Solza pogube? Ja. Se prav to imenuje, je to figura? Čeprav je ženska krvoločna, vseeno ima del te materine ljubezni in zaradi katere je svoje igralce težko... No pa, lahko samo prevrtimo še na konec kokometa, kaj se dogaja na koncu, mislim, da bo to tudi zanimalo. Ja, tako tukaj je... Zakaj zdaj igralka joče? Igra. Ja, pa vseeno je, ampak to je pač za šov. Zdaj ga bo zelo zverinsko umorila. Zverinsko umorila. Je to regularno ali... Nisem si mislil, da bo to tako zelo nasilen šport. Je to umor? Ja, zdaj nekaj vrsta. Pustimo to za kdaj drugič. Ne, to je treba pač... Ne. Kaj pa se da to? Kdo je ta človek? To je pa gospod Cenzura, Janez Cenzura. Janez Cenzura, on ti te ne Dobro, jaz sem pa Janez Cenzura. Lepo pozdravljeni. Moram nazaj na delo. Ok, in kako potem, je to kakšna liga? Je na koncu sezone ostane samo en človek ali... Glejte, naši smo zavezani k molčečnosti. Tako da edini pravi način je, da izveste, kako komet zgleda, je tako, da se spustite v dvoboj. Če hoče kdo trenirati, bomo odprli kakšen klub, ne? Pa ga kval tudi zaprl. Tako, ja.
Ja, fajn. Evo. Zdaj pa, da bomo mečkan se malo bolj umirili, pa takole, bomo pa odigrali disciplino, ki se ji reče stoli. 3 stole bomo rabili. Stoli so zgolj v bistvu nekak usmerjevalna logistika. Krinka. Tako. V resnici boste gledali različne med sabo nepovezane zgodbe, ki pa so odvisne od tega, kdo stoji. Dajmo to probati. Če on stoji sam, ima solo prizor. Če Jan vstane, zdaj ima ta prizor ona dva, recimo v supermarketu. Če vstane tudi Mark, so spet nekje drugje, druga zgodba. Če se Jošt usede, ima ona dva svojo zgodbo. Če se Mark usede in Jošt vstane, ima ona dva spet to zgodbo v supermarketu. Ne? In to se ponavlja. In oni so spet tam, kjer so bili in tako naprej. Tako. Določimo pa eno temo, ki je malo nekak navdih oziroma skupna vsem prizorom. Naprimer. Odbojka, ne, normalno, zakaj pa ne pomisli na to? A ima še kdo kakšno idejo? Življenje na vasi. Življenje na vasi je odlična tema, ki je lahko ali pa tudi ne navdih za vaše zgodbe. Evo, dajmo ena pas. Hej, sosed! Janez! Kar v tvojo spalnico sem prišel. Vedno si dobrodošel tukaj, se veš, vedno. Moram si sposoditi eno tvojo obleko, veš, Tamara se bo poročila. Pa je fajn, da sem urihtan, se veš, da nobene nimam tipa ta podjetnik, ki si... Jaz zdaj javno naznanjam, da kandidiram za predsednika krajevne skupnosti. Noben te ne bo podprl! Moje boste zmagali. Kaj? Aha! Jaz zmagal bo. V tej vasi, kjer živimo 3, ne? 1, 2, demokracija! In tako, kako se počutite, gospod Janez? Vsi so šli. Ja, Mladi so me zapustili. no, poglejva v karte. Ali se bodo vrnili? A bo Tina pa Jože kdaj nazaj prišla? Jaz si sam želim, da naša kmetija ne propade. Roža, Kaj pomeni roža? karta svetilke, Kaj to pomeni? hiša. Veš kaj, tudi jaz vdajam kandidaturo za... Ja! Zdaj se pa odloč, a boš bral očeta ali tega tole barabo. Mojega brata. Jaz se... No, koga boš podprl? Je tebe, brata! Jaz podpiram. Veste kaj, jaz bom dal vlogo za... Pa ne moramo vsi kandidirati! Ja, prišli bodo nazaj. Res? Ja, Res? ja, ampak ne vsi. Veš kaj, očeta morate podpreti. Dobro gledam! Ja, a rabiš zobno ščetko? Ja, dej! Ja, imam. Daj še malo paste gor. Kar Se ravno, dobre. Da, zdaj pa... Imaš pa šunat? Ja, dej, se bo še jaz Šunat v roko. Bom Kaj pa prišel. niso rihtan? Ja, to je edina obleka, ki jo imam. A ja? Ja, daj vas si deliti, bom pa jaz brez hlač, se jim vralo. To si se pa dobro razmislil. Moji majhni palčki. Kako pa se greš? Ja, kaj je realizam? Nisi šel na volitve! Ja! Kaj je to? Si dal glas njemu, ne? Jaz sem doma in si predstavljal, kako je biti predsednik skupnosti. Gleda, fanta, mi moramo nekaj s to vasjo narediti, pač znaš, mi 3 smo. Foter, 2 sinova, nobenega ni, ena žensk, pri meni živita. To nima dobrih obetov. Ne. S tom dobrim programom, ki ga imam jaz, to načrt v vsakem primeru propade. Ja, sam nič nisi glede povečane natalitete nisem nič napisal. Kako? Kaj pa pričakuješ? Ja. Kaj ti hoče povedati? Kje imaš kakšno žensko pripeljati ali pa nekaj, ne vem. Jaz grem v drugo vas.
Ne. Ja, Mi daš pustil z njim, no. pridem nazaj, Kdaj? ko bo treba. Mogoče, če mi date Sam povejte mi, denar Jože. kakšnega 1000 več. Sam povejte mi, mene skrbi, a bo z mojima otrokoma vse v redu. Ne gre za denar, karkoli vam dam, hišo vam dam, lejte, ključi od avta. Hišo ste mi dali. Povejte mi, kako Audi, Okay. na ramo se otrok. Sonce, list in ura. Z vašima otrokoma bo vse v redu, ampak imajo omejeno časa imate. Kaj lahko naredim? Nič, vsi umiramo. A ste vedeli to, da vsi umiramo? A sem vam jaz vih kar dal, vse kar imam, zato da mi poveste, da sem smrtno bitje. Ja. Pač to vem. To je vse, kar vem. Življenje včasih preseneti, življenje porivati naprej se ne da. Ko misliš, da sam boš že ostal. Neki pesem vam ne bo pomagala, ampak... Veste kaj, pomagal vam bom najti ta 2 otroka. Ampak, če lahko obdržim vašo hišo in vaš avto in vaš denar. Lahko. Tina in Jože sta vredna več kot katerkoli Audi. In kako je bilo v drugi vasi? Ja, kako je bilo v drugi vasi? Kako je bilo v Šentjakobu? V redu je bilo, no, samo Kako moram... pa zakaj pa se vas strpal? Skaj imaš pa krvave roke? Povedal sem, odkot sem. Ko misliš, da sam si že ostal. Pojavita se prijatelja 2. Hej! Ej, hvala, mi prišel pomagati. Tole travo je treba pokositi. Sam eno tole skrhano koso, da malo delila. Jaz kar pulam, veš. Jaz kar pulam. Z zobmi pa z rokami, vse je v redu. Daj koso vzem, no, probaj, no. Dajmo enega spil, daj, puсть, bomo enega spil. Pa se že zabavamo. Daj. Hop! Fajn je bilo. Fajn. Lušan. Evo, zdaj bomo pa stole zamenjali za klobuk in se bomo šli v disciplino, ki se reče stavki iz klobuka. Jošt bo od vas pobral 10 banalnih oziroma med sabo nepovezanih stavkov. Jaz in še nekdo bova šla ven. Krpejte. In bova potem odigrala prizor, kjer bova pač mogla poseči po teh stavkih in jih smiselno vključiti v zgodbo. Pejte video ven z Juretem, bom jaz pobiral stavke, Jošt jih popisal. Jaz sem med zunaj. Okej, gremo, en trdilen stavek, prosim. Čakajte. Čakamo. Mira je še tam ne. Ja, Mira, aj, čak. Kdo pa še gre tam ven? Pač, spajte ven. Juretu. Sedi še okrog. Okej, zdaj sta pa že zunaj, gremo en trdilen stavk. Gremo, nekdo nekaj zapije. Ki ima piko na koncu. Kašelj, kh. To je prvo. Upam, da je to razumela. Gremo še en stavek. Kako? Zavese so iz rdečega žameta. Zavese so iz rdečega žameta. Dajmo en vprašalen stavek. Kaj vprašanje? Vprašanje, ja. Koliko si dobila za slovo? Koliko si dobila za slovo, Jošt? Brez Jošt, seveda. Jan si že napisal, zavese so iz rdečega žameta. Dajmo še en vprašalen stavek. Koliko hiš imaš? Koliko hiš imaš? Dajmo nekaj, kar se ne začne na koliko, ker smo že imeli koliko. Zakaj si se zredila? Zakaj si se zredila, seveda. Dajmo en trdilen stavek. Ali pa tisti
kaj sklicanje na goseničku? Velelno pomeni. Velelni. Daj, to ti znaš te. En velelni stavek. Moraš poklicati po mobitelu. Moraš poklicati po mobitelu. Gremo, še en stavek. Zgin mi izpred oči. Zgin mi izpred oči. Ima kdo še kakšen zanimiv vprašanj stavek? Aj te tudi roka zaspala. Aj tebi tudi roka zaspala. A ti pejem? Jošt, a je tebi tudi roka zaspala? Ja, mijem. Kaj bomo še napisali? Ima še kaj? Imamo kakšno, samo tako eno besedo. Krompir. 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 Šenčur. Kaj da Kaj imamo še kaj? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jih imamo. Še 2. Zobodohter. Kako? Zobodohter. Zobodohter. Ok, idemo nekaj še en stavk. Gremo doma nekaj dobrega. Kure so pobegnile. Kure so pobegnile. Življenje na vasi. Ostajate macko. Pa še eden, kaj damo še? Jošt, vprašanje ali velelni? Velelni. Velelni z vprašanjem. Kvatni jasen. Kvatni jasen. Kvat, ne? Kvatni jasen. To je gorenjščina. Kvatni jasen. Mislim, da to je zdaj super. To je 10. To je 10 Jubilejni. stavkov. Ok, imamo 10 stavkov v klubuku. Zdaj pa bomo poklicali noter nazaj naše dva, oziroma Jureta in Miro. Da se že ne lupičkata zunaj, tako da gremo vsi skupaj. Jure in Mira, pokličimo jih 3, 4. Jure, Mira! To je to, pa da vam jo slišam. Evo, slišali so? Slišala sta. Slišala sta? Ste ne pisali? Ja. Pridite ta gor. Dajmo jima pobrati en odnos. Ja, en odnos potrebujemo še. Prej začnete, potrebujemo še en odnos. Ja. Šefinja. Fant pa punca, šefinja in... Lahko je to oboje. Fant pa punca pa neki šefinjo. A je v redu? Neki šefinja. 10 stavkov je. Šefinja in pol. Dajte ima en aplauz. A v šedu? Ne, veš, ko je glih kofesam. Imam še nek del za narediti. Ja. Ja, deli, kaj pa ne, kaj Sem si? se za tvoj film zadelal. Ja, si sem ti jaz naložila, ja, sam sem mislila, da boš uspel prijem domov, priješ že narediti, da me doma zabavaš. Bom pa sama pojedla, no. Škaj sem ti še mislila zjutraj reči, tam na sestanku. Ja. Vmes, ko si se neki oglašal, ne? Moraš poklicati po mobitelu. Nimamo več tega, kar povem ali pa dvignem roko. Po telefonu moraš poklicati, jaz vidim, kdo je. Če mi je všeč, da ta oseba hoče govoriti, rečem, imaš nekaj v mislih, če mi ni, pa ignoriram. Niso rekli, da ti lahko še message pošljem, da ne vidijo vsi. A je tako? Dokler je še ta najen odnos. A je tako, da bi mi mal neroden ratan vmes? Ja, si un message prebrala, ker sem ti napisal. Kjerga, kaj si napisal? A je tebi tudi roka zaspala? Ne, tega sem pa spregledala. Ko se veš, da jaz, ko sem zaradi tebe, moram roko kar tako imeti, veš? Ja, da Tega ti že ne nekdo bo. No, pej delat, no. Delat, pej, joj. Veš kaj, jaz bom mal. Kaj pa je to? Gobova juhca? Gobovo juho sem naredila, ja. Kodiš, jaz sem kar... Dej, to je tako, jo probamo zdaj prodati, a veš, kaj smo izumali nov slogan. Ker si ti predlagal ta slogan, krompir! Mi damo več krompirja, gobovo juho. Ja. Dobra. Mogoče, a veš, da bi bili res tako neki ekstra, bi imeli krompir, pa sploh krompirja ne bi bilo. To bi pa še ful pa Ti špara. hipsteri bi to, a veš, to bi navalili. Tako pameten, zakaj pa tega na sestanku nisi predlagal? A? Zakaj? Zato, ker se mi 1000 idej, imam 1000 misli. Ja, A veš, kar tako ti pade na primer na ja, pamet. naprimer, a veš, kaj mi je spadalo med sestankom? Pogledam svojo roko, pa pomislim, a veš, kvatni jasen! A spet kaj pojedu prej, kakšne druge gobe. Ja, nisem sam, a veš, rekel sem si, model kvatni jasen, s šefico, skrb žvita,
Skup delata, skup kuhati. Sva rekla, da ti samo začasno dajem streho nad glavo, ti samo poješ, kar meni slučajno ostane. Tako, a ne? Ja, in to zdaj, tako kratko obdobje traja že 3 mesec. 3 mesece, kaj? Vse svoje stvari imam tukaj. Ja, se to pa zdaj ne vem v bistvu. Imam tle, jaz... A imaš? Ja, najbolj mi je všeč una balada včeraj, ko sem jo igral. Zakaj si se zredila? Pa jaz vem, da ti je všeč moje salo. Daj še malo zapoj. Všeč mi je tvoj mehel trebušček. Ja, še mi poj. O, kaj bi delal v tem celulitasti. Dejva si skupaj refren. Dejva refren. Koliko si dobila za slovo? To je tako lepo, Jože. Mislim, da bom jaz jutri na sestanku končno povedala. Za naju. Prišla bom not. Ne, me sploh ne zanima. Prišla bom not in bom rekla, poslušajte, fanti in dekleta, kure so pobegale. Kure, predvsem tale je pobegala, zmešal se je, da me je petelina našla. Ja, veš kaj? Super ideja. Ti boš to rekla, jaz znam, kaj naredil? Ja, nared. Veš kaj? Marinet nared. In pogledal bom unga Nejca, ki te tako gleda in bom rekel, veš kaj, Nejko? Tale kure je tvoje, veš kaj ti povem? Zavese so iz rdečega žarnika. Pred nama doma se dogaja, Ker on sploh nima zaves, veš. Mislim, se mi zdi. A, kdo? Nejc. Sam sklepam, da on pa nima zavese. To se mi zdi, zato ker enkrat smo se zgovarjali na kosilu, pa je rekel, zgin mi izpred oči. In sem mislila, aha, da veš lahko gledal skozi okno, kako odhajam, ker nimaš zaves. Vse jaz vem. Zate, pa za Nejca. A ja, veš? Ja. Pa si še vsem tle. Lej, z Nejcem so bila dolg na bojni nogi. Kolebal sem. Aha. Ti dam priložnost, ali ne? In? On je pa Nejc rekel. Zmer je bil neodločen. In sem videl, da med vama ni take kemije, kot med nama. Veš kaj? Veš kaj? Boš službo jutri v službi dokončal. Pojdь sem, lumpa. Ja, dobro. To se meni dogaja. Na tvoji službi. Ali ste svojo ženico? Ja, takole, evo. Je takole, ja. Zdaj bomo pa še malo se vrnili k zgodbam, ki so takšne, kot smo jih povedali, ali pa mogoče niso. Spet boste šla dva ven. O ja. Dajmo tole, vidim, da te zmede. Dva bosta šla ven, dva bosta odigrala en prizor in potem bo eden od teh dveh igralcev zbolel. Vi boste določili kdo in en od zunaj ga bo prišel nadomestiti in prizor bo identičen. Vsaj trudila se bosta, da bi bil identičen. Potem bo pa nažalost bolel še ta drug prvotni igralec in bo prišel še uno od zunaj in zdaj oba ta nova točno vesta, kaj se je zgodilo in boste naredila identičen prizor. Vsaj tako upamo. Bom jaz vstal. Boš ti vstal? Bom jaz zdaj šel malo se slediti. No, pejt malo. Bom jaz slušal. Pejte se malo skladiti. Evo, gospa vratarka, boš postregla. Bosta, evo. Dobro. Tak krajši prizor. Lih to, da se nekaj zgodi, da... Tam nekaj ste bolj. Sej to, zato pa malo tako razlagam še, ko greste bolj počas, pa veš pa... Ste že šla ven? Ja, zdaj pa ne vem, Šla ven, dim. Razimo, da se šalim. Okay. Dajmo pobrati eno opravilo. Opravilo. Pokopavanje krompirja. Še kaj? Mogoče? Sem mislil, da je... Ni nujno, da je gospodinsko opravilo oziroma hišno. Neko početje. Stranjevanje polžev in solate. To je dilema, o kateri treba več govoriti. Jaz osebno imam travme iz tega področja, tako da vidva odstranjujeta polže iz solate.
Tebi. Dober dan. Jaz sem to nov. Ja. A to vi tudi delate? Ne, kot vidiš, zaenkrat noben še ni tega delal. Se te spomnim? Ja? Eden redkih si bil, ki si prišel na razgovor pripravljen. Ampak nisem bil pripravljen na tole. Je to veliko polžov. Pa kar jejo, kar sliš se, ko glodajo solato. Vedo, a nisi vedel, na kaj si se prijavil? Ne. Prosim, pomagajte mi. Prosim, pomagajte mi. Jaz od nekdaj sem si želel pobirati polže iz solate. Vi sploh ne veste, kot otrok v vrtcu sem pač risal polže v solati in sem pač trgal papir ven iz slik. Se sem bral vašo to application, aplikacijo, prijavo. Prijavo, ja. A ne, tudi priložili ste to sliko. Pač ja, to sem jaz kot otrok v vrtcu. Ja, super, Vsi so se mi izogibali, ker sem bil ste čuden. sluzast. Ja. Tudi rekli ste, da imate tako sluzasto osebo. Dajte ga dol! Dajte ga dol! Ne, gledajte. Dajte ga dol, prosim! Ja, evo, narejeno. Ta moč. Ja, to je to. Sam to rabimo od vas. Samo ne, stop! No, dajte mi še. Ne, samo da vas ustavim. Kaj? Tukaj jih, ne gre se za solato, za polže se gre. Solata je samo hrana za njih. Za crkljati. Čakajte. To so za crkljati polžke. Ampak jaz sem glih dobil ta okus po Krvi? Ja. Mislim po tisti, Po polži. kako že imajo. Polnih mehkih stvari po polži. Ja, Torej ne gre se za solato, temveč za polžo. za polže gre. Se pravi, moram dobiti ljubezen do polžo. Ja, zdaj sem dobila agresivnost. Tako da kontra. Ja. Bravo! To so luštni! Ja. Dobro. Jaz sem zbolel, tako da grem. Stopi naprej. Vi določite, a se vam bo zdelo bolj zabavno in mučno za tistega, ki ostane, če zboli Mark, ali če zboli Jure. Kdo je za to, da zboli Mark? Naj ploska zdaj. Kdo je za to, da zboli Jure? Mark ima več privoščljivcev. Čak, to pomeni, da sem jaz... Ti vstaneš, ti igraš sebe, tako kot si do zdaj, identično, ampak od osebe zraven sebe moraš pač izvabiti podobne, mislim, iste replike in iste Ja, akcije. razumem. Evo, gospa vratarka, lahko kar skočiš po prvega. Notarka. Veliko informacij sta si nam napletla, ampak sigurno se bo pol že dal. Evo, se zaderemo prvi. 3, 4, zdaj. Prvi! A je že tle. Evo. Dajmo še en aplavz. Ne boste to prestrašili, no. Dajte, Jaz ne grem na ta vlak smrti. Jaz ne grem gor. Ne boste me spravili gor. Ne se me dotikati. moja pisarna, pač je stara pisarna, tukaj imamo pa tele polžke imamo, pa solatke imamo, ne? In kot ste se že prijavili, Pol nobenega vlakca smrti. nekje pa... Okay. Se spomnite, ko ste se prijavili na... Ja, tole sem rastoročno, sem podpisal prijavo. Da imate radi polžke, ste rekel. Ja, puške pa... Kako to? Kako pa? To? Moj dedek je bil Francos. V Franciji pa samo to imamo za zdaj. Zanimivo, ampak ko sem vas prvič videl, ste bil bolj prestrašen glede teh polžk. Ja. Ja, grozne stvari so se mi dogajale v otroštvu zaradi teh polžk. Ne! Ja, kar tako ostaga, odlično, ja. Super vam gre. Zato... Ja, kar povejte, ja. Zato smo vas poklicali tukaj. Za te polžke grejo, ne? Treba bo pobrati te polžke dol, ne? Ampak se vidim nek problem, ki se vi to bojite, ne? Ja, Gre le za vašo službo, pa jaz sem le vaš šef. pač, a lahko obdržim to službo? Ja. Jaz bi res... Ja, ampak mogo se te dokazati, a mislite, da sem jaz vas zaposlil kar tako na blef? Da mu tle enega, ki ne zna delati, pa ki ne upa delati s polži, v firmi za polže. Ne, jaz se bom dokazal. Jaz bom premagal ta strah. Ja, dajte ga! A mi imate kakšne rokavice? Ne, brez rokavic to delam. O, ne! Fuck, ne, okej. Ja, pa da ga navte slučajno stisnil. Okej. Ja, kar dajte ga. Mislim,
Stisnil se ga. Spod se je stisnil, noče šel, hiško je šel. Ne, ker sem... Nisem ga, jaz ga nisem. A se vam slučajno fajn zdi, ko imate kri na rokah polžjo, a? To ni kri, to je sluz. No to, a se vam fajn zdi? Ne. Prav je zato, ker vi morate ti polžki imeti radi, veste. Ja, se jih imam. No, ampak pokažite mi, kako pa imate radi te Ne, samo dajte. Jaz jih imam oddaleč rad. Ja, mi smo firma, ki dela na blizu. Mi smo tako kličemo, veste. In recimo, ko imate vi kakšno punco, rad, kaj naredite, ko imate zelo radi? Kaj ji date, recimo? Ja, recimo. Rožo. Ja, pa kaj še, rožice so že oni popapali, a ne? Ja, kaj pa še date z usti, kaj naredite takole Pa je pravljica povedala, ja, lahko noč. dajte probati. Kar prepustite se, ja. Aha. Bil je vlakec smrti. In gor je šlo 100 polžkov. Pazite, da vam na lupčka dal, ker že miga za rožički. Že miga. Ja, hoče, lupčka hoče. Ampak potem obdržim službo. Okej, častna beseda. Do konca življenja. Ampak ste rekel, da imate francoske korenine, a ne? Ja. To bi pa rad videl. Nič ne vidim. A bo potem konec tega? Ja, konec. Če ga poljubim, bo konec poniževanja na delovnem mestu. Jaz sem lahko tožil zaradi tega, veste? Ne, nič ne boste, kar Kar po francosko, Evo, izvoli na bolniško, vratarka še po drugega. Ti pa, čas hočeš dojeti kakšnih stvari, a? Jaz rad odpiram. Upornik! Ti si zdaj isti, ti igraš sebe. Ja. Želiš pa doseči, da bo Rok Jošt počel to, kar je počel Jure. Evo in se... Je že tukaj! Evo, in še zadnjič, isti pridor! Te polže moram... Ja, čim prej, prosim. Ne more biti tukaj, ne morem jih več gledati. A lahko imamo vsaj urejeno stanovanje, če že drugega nimam. Wow. Nisem si mislil, da bomo imela kar firmo pri nas doma, pri nas doma. Ja, to je zdaj tako, SP. SP je treba odpreti. Kje pa bom, ali si kupam pisarno ali kaj? Meni se to zdi ponižujoče, da me kar zaposliš. Pa sva... No kaj pa sva brata. Brata, ne? Mislim... Zakaj me pa nisi podprl, ker sem kandidiral za krajevno skupnost? Zdaj tega, ker me vedno siliš o stvari, ki jih nočem. Dobar bom pa jaz. Evo. Kako jih boš kar ti, ali kaj? A zdaj jih boš kar ti? Ja, bom. Enih more, polžev pač ne bomo imeli doma. A se ne ti bojiš polžev? Sem šel čez to. Leta in leta terapije. Bal sem se tudi psov, bal sem se polžev, bal sem se teme, bal sem se mleka. In vse je šlo. In vse? No, fuck. Stran. No, pa jih pobeli. No, pa dej. Pa dej mi, jaz sem sam polžek, svojo hiško, ima tako, kaj imava mi dva. Ja, pa še poljubi ga, recimo. A ne vem, če imaš že rad polže. Veš kaj, kar tiga dej. Kar tiga dej. Ne, že spet. Kaj da smo v Franki? Ne. Kaj da smo, bomo juhco skuhali, a? Ne. Ne, no, prvoš si bolj slinast kot on. Ne, lega, kako te gleda. O, kaj mi delaš? Marko. Nočem tega. Poljubi polža, Marko. Pirajo se mi. O, ne. O, gaben si. In jaz sem zaposlen v tvoji firmi, ja? Kaj sem mislil? Kako se mi to dogaja v življenju? O, ne, gaben. A si jih poljubil pojedel, kaj si? Kar vse. Izsesal sem jih iz lastnega doma. Bomo prej sebe igrati.
Imam občutek, da ni čez. Pol sta zamenjala. Jan želel znebiti tega, da poljubi Pavla. A so kaj, vse je fajn. Spet scenarij. No, tako. Evo, zdaj pa, da še malo iz zgodb in situacij in tako preklopimo večkrat na čustva, bomo še odigrali en čustveni virus, pa mogoče še kaj, ali tudi ne. Čustveni virus je disciplina, ki ima virus in se nalezemo čustev. Nekdo bo začel sam, določili bomo, kje je, on je neutralno razpoložen. Ko se mu pridruži drugi, ga okuži s svojim čustvom, oba sta takšna. Ko se priključi tretji, so vsi trije takšni, kot je to čustvo, ki ga je tretji prinesel, ko pride četrti, so vsi taki, ko četrti odide, so spet takšni, kot so bili, ko so bili trije. In odide še on, ko ostaneta dva, sta takšna, kot sta bila prej in zaključi ta na koncu spet sam neutralno, čustva pa določite vi. Pa dajmo imeti le en moški čustveni virus. Če bi ti imela zabavo ali pa tako. Da vam je zabavo. Pa da mi te okužimo z virusom. Sam prav. Ja, vsi skupaj so 4. Okay. Kdo izmed njih vam zgleda, kot da bi imel zabavo? On se tukaj tako oblečen. Kaj je tako oblečen, festivno, a? Ok, kaj je razlog, zakaj ima Jož zabavo? Izpit za avto. Jaz sem se kar matra drugače. Evo, zdaj imaš priložnost, da to res prosnuješ. Naredil si izpit za avto, zdaj pa pogledajte te tri fante. Na katero čustvo vas spomne ta podoba? Ne, depresija, žalost. Okay, depresija, To je njegova diagnoza, na kaj vas pa spominja? Ne, depresija. Depresija, žalost, vse to. Okay. Katero čustvo bi naprtili Marku? Ali lastnost? Jeza. Hoče biti glaven žurer. Hoče biti glaven žurer, party animal čustvo. Okay. Party animal čustvo si ve, kot glavni žurer hoče biti. Oziroma, vsi? Jezen. Ne, ker vse pomiri, pa da ne delajo. Mediator, ok, ti si ta, pomirimo se, mediator. Samo da so pušteni. Okay, ja, se tudi party animal so vsi, ne. To je to, odlično, dajmo ponoviti, on praznuje, ker je naredil izpit za avto, tole so depresiven, party animal in pa mediator človek. In dajmo en aplavz. Kar na redu si. Zdaj se lahko odpeljem, kamor želim. Kako čutim. Že dolgo nisem čutil toliko kot zdaj. Wow, darilo. To je flaša žganja. Zelo je tanka. To ti lahko dam, druge jaz rabim. Kakšna lepa ulica. Ne pozabi, da nimaš prednosti. Stop. Napačna smer. Omejitev imaš. Priti moraš vsaj do 90. Letos se gremo pa drugače. Kako? Letos gremo pa do konca. Do konca? Moj človek je naredil izpit za avto. Zdaj se bomo najprej napil, pa se pa peljemo v Portoroža, prav? Bomo pa 0-0 vozniki! Jaz sam ven skočam, grem pa še malo kanistrov pija. Pet! Ja, moramo, okej! Nema! Na, 6-pack, 12-pack, 24-pack,
48 pack, 96 pack, 192 pack. Je zdaj kar vse bočno. Hej, trkal, bol! Bočno parkiranje. Okay. Vi ste alkoholiki. Ok, samo v svoj zagovor, da se pomirimo. Ja, pijem. Dajte, fantje, res da sem zamudil, ampak marsikaj sem slišal, ko sem stal tam pred vrati. Čestitam drugače, ampak dajte, to se da proslaviti tudi na drugačen način. Se strinjam? Se strinjam. Tudi jaz se strinjam. Mislim, fantje, smo le odrasli. Ja. Poglejmo resnici v oči, vsak ima svoje probleme, lahko se kdaj pa kdaj poveselimo, ampak... Takole zdaj, kad ti mediraš, alkoholiki smo, ja, vse je v redu, zelo lepo se dopolnjujeta, to mi je všeč. Všeč mi je način, s katerim govoriš z menoj in tudi tvoja drža mi sporoča, da so mi dva okej. Smo okej? Smo vsi okej? Dajmo vsi sam lepo globoko vdihati. Jaz bi samo rekel, reč takoj. Jaz razumem. Ja? Aha. Poslušam. Poslušam te. Ja? Slišim te. Jaz te bolj slišam. A me kdo sliši? Ja. Jaz te Slišam si. Me slišiš? Slišam si. Čujemo. Jaz bi rad samo rekel, Reč. čestitke. Hvala lepa. Tudi, samo rekel bi. Samo reč, Ne, tukaj je varno okolje. Mislim, če smem. Varno okolje, gojimo varno okolje. Karkoli se zgodi, ostane tukaj. Razumemo Ostane se. tukaj med nami. Razumemo Ja? se. Ja? Hvala. Najprej hvala. Počutim se varnega med vami. Zdaj bi pa rad spregovoril, če smem. Smeš, imaš dovoljenje. Ja? Imam tudi jaz dovoljenje, mim grede. Povej tisti govor. Čestitam. Čestitam. Mogoče Hvala. vabil bi pa tebe, mogoče, da tudi ti, če želiš, če ni preveč, če ni, da tudi ti mogoče. Seveda, ja. Jaz Jaz dovolim, da se rokujeva in sem zadovoljen. Grem pa, fantje, hvala. Hvala. Hvala lepa. Hvala. Veselil me je. Hvala stol. Hvala, da si prišel. Ja, lepo. Hvala, ker smo si podelili te lepe trenutke. Žujo. Hvala, živa. 380 back! 600, 700! Oh, ne! Hej, ja grem na skret, bruhat, ampak še prej se bom pa v kat na moču upil. Hej, sada se slečem. Moram se slečem. Sleč, da ti pomagam. Čakaj, grem jaz kar skozi okno ven. Ne, to je to na sobi. Se počutim, kada plavam v neki ogromni temi. Kot da sem v tunelu. Kot da me ovirata dvojni črci. Matjaž je brez omejitev. Matjaž je zdaj brez omejitev. Matjaž je brez omejitev. Ostan tukaj. Vi vozite prehitro. In res. Dobro, zdaj pa Mi znamo glih čas še za eno. glih še za eno, tako. In ker imamo glih stav, Smo naciljani. ker je bilo zdaj toliko pozornosti na nas in tako, ampak najpomembnejši v impro ste vi, draga publika, bi spet se malo posvetili vam, tele vikend stol in vabimo nekoga izmed vas, da bi tudi delil z nami, pa ni nujno zgodba, ampak njegov vsak dan. Ni treba razlagati detajlov, to bomo... Tipičen tork. Nek tipičen torek, tako, lahko zgolj v grobih smernicah pove, potem pa tlele takole gleda iz distance, kako bomo mi odigrali ta njegov tipični torek. In če se z razvojem dogodkov, z določenim stavkom ali gestom strinja, da se res to dogaja, pozvončklja.
Če pa slučajno res brcnemo mimo, da se to res ne dogaja, tega ne bi rekel, tega ne bi naredil, ne bi prišla taka lepotica mimo ali karkoli drugega, pa... Bolj spretno. Ne vem kako. Moraš ga pa držati z drugo roko. A ja, mož ga pa, aha, nujno. Ja, ne tako, da veš, da... No, to. Skratka, to je prav, ga spodbujate, da igramo naprej v tej smeri. In to je narobe. Evo, kdo se javi, kdo bi rad videl svoj tipični torek na odru? Evo, Julie, izvoli, pridi gor. Pridi. Kako ti je ime, v resnici? Julijana, koliko si stara? 10. Julijana je stara 10. Kaj počneš ob torkih, čisto grobo? Ja, najprej grem v šolo zjutraj, po šoli grem domov, naredim nalogo. Narediš nalogo? Jem, pa grem na trening. Kaj pa treniraš? V torkih imam breakdance. Breakdance? Informacije? Kaj bolj? Pol po treningu grem pa domov in imam večerjo in pol, ne vem, če imam še kaj za narediti, pa se potuširam, pa... Ja, ampak to je tako opšpat. No, le, izvoli, sprobi. Še bo šlo? Štekam te model. Ok, to narediš, kadar se strinjaš z razvojem dogodkov, da je približno nekako tako, če se ti bo pa zdaj, da res ni bilo pa. Izvoli se vsest, izvoli, pripomočka lahko odložiš v naročje, kakokoli. Jaz bi mogoče poročal, da ti igraš Julijano, si Dino. No, pa bom, no. Logično bi bilo. Ok. Dobar, dajmo en aplavz za Julijanin torek. Snooze! Dremeš, hočem še malo spati. Julijana! Spet boš zamudila pouk, spet boš imela neopravičene ure. Pa vseeno! Julijana, danes pa res ni čas, da prvič zamudiš v šolo. Še nikoli nisi in tudi danes ne boš. Ne, jaz ne bom nikoli zamudila, jaz sem cool. Evo smoki za zajtrk. Hvala, mami, hvala. No, jaz bi nekaj bolj zdravega. Briskev. Evo, to je to, mami. Čau. Lepo se mej, pazi levo desno poglej. Ja, okej. A ne grem z busom, bom šla peš. Jo, Julie. Maj pa je! Zdaj se me neham pogovarjati s tabo, tudi da se pozdravim je bilo dost. Jaz grem kar naprej peš v šolo. Evo. Ko je prazno dvorišče, ej. Koliko je folka! Kaj imamo prvo uro? Da smo prvo uro, slovo. Ej, koliko si dubla pri slovi, mislim dubla? 4. 5. Prav, jaz sem dubla cvek. Kaj cvek si dubla? Jaz sem dubla 2. Jaz sem dubla 3. Jaz sem tu dubla 4. Jaz sem tu dubla 5! Jaz sem mena, samo sem tako rekel. Ej, da gremo špricati danes. Jaz sem slišal, da to delajo starejši. Ne bomo špricali, gremo kadit po šoli. Gremo kadit po šoli, ne? Eno. Gremo pit po šoli. Gremo pit. Dej, nehite, no, mi... A gremo delati skupaj domačo nalogo po šoli? Velaš toliko, ko znaš, nalogo bomo delali po šoli. Jaz ne bom delal. Gremo, ker bomo več imeli neupravičene, evo. A se vidimo na breakdanceu popoldne? Ja, vidimo! Jaz ne hodim na breakdance. 3, breakdance. Kva mi pa še ta trening, ej. Ej! Si prišla, danes bomo delali en nov gib. Stevardeso na avionu, v turbulenci.
Grejte me! Julie! Stop, sem rekla! O ne, Turšica je prišla! Dol! Gospa Turšica, Julija je bila. Julijana! Julijana, suspendirana si. Res ne razumem te besede. Da ti razložim, izločena si iz skupine. Ni izločena, ampak nisi prišla na prejšnji trening. Jaz sem skozi Na vseh treningih si bila. Dobim In nagrado. zato greš ven. Okej. Ampak Zakaj? obljubili ste, da bo ona ratala ta glavna breakdancerka naše skupine. Ja, ona te odpred. Ne bo nikoli. In da, ko bomo imeli predstavo, bo ona ta glavna faca. To ste obljubili. Enakovreta hočem biti. Ja. Ekipa! Kupise v vaši slogi. Okej, jaz grem zdaj domov, ko imam domačo vlogo. Ampak Pa jedla bi. Julie, a ni čas, da odplešemo še zadnji breakdance, preden greš? A ja, valjda še enega, ja, itak. Evo me. Povstal močno, a ne? No, to je to od mene. Evo, fajn bote, čau. Čau. Si prišla? Ja, zdaj pa bi večerjo. Ja, žgance sem naredila. Pa kaj še? Brokoli. Pa kaj še? Cvetačo. Kaj pa še? Pico sem naročila. Kaj pa še jogurt? Jogurt. Ali pa sendvič? Ja, toast sem ti dala noter. To hvala, Ja. bom ostala sama. Fljof. Stuširala bi se pa tudi lahko. To bi se pa lahko. Mogoče pa bom, evo me. Evo. Zaseden! Širam se! Zdaj neki te moj glavni brat. Ne moreš noter, haha! Razmetati grem v sobo. Aj spet Janez noter. Ja. Janez! Dovolj dišiš, prid ven. Evo da pa jaz. Julijana, kar toaste sem ti tuš prinesla. Ne počakaj, jaz ne pridem kuhni. Tlele na lijak ti jih bom dala. Aj ne po V kuhni. kuhni pa me počakali. Evo, da se grem pa lahko spat. Ne pa neko gledam jaz televizijo v tvoji sobi. Ne bom. Nimam televizije v sobi. Takole pred spanjem bom pa... Ne grem spat. Jaz nočem še iti spat. Julijana! Pejt! Hej, Julie, prid dol na enega. Jaz sem tudi tukaj še in vaju slišam, draga fanta iz šole. Vi, gospa, Julija mami. Julijana je. Julijana! Povej jim, kako ti je ime. Saj sem. Ja, prav. Evo. Takih prijateljev ne rabeš, ker te niti ne poznajo dobro. Ja. Jaz sem same hude. Prijatelje. Da me pa kaj naučila breakdancati. Mami, lej! Ja, lej, tako narediš. Evo, bravo, Zdaj pa lahko noč. Ne greš še spat. Greš še spat. Julijana! Kakšne so to? Julijana, pejt spat! Julijana! Čez 2 uri imaš še šolo! Tega boš gledal, no. Še vedno sem tle! 3 ure. Imamo šola. Kuk je moj life carski! Julijana! Zdaj moj aplauz za Julijano! Pa Janez, daj, Janez.
Evo, Julijana, hvala lepa, zdaj smo te malo spoznali. Vi ste spoznali nas in Jošta. Upam, da smo vam bili všeč. Seveda pa, preden zaključimo, moram jaz še na par obvestil povedati, Joštu, tebi sem zahvalil. Ampak, hvala, da ste prišli, ja, to je že. Ampak rad bi sam povedal, da 25. oktobra imamo novo predstavo tukaj. Videli ste že listke, tako da jih poberite, nesite jih domov, pokažite ljudem, reče, dobro je bilo ali pa slabo je bilo, ampak se plača pogledati. In pa moram tudi opozoriti, da Kutkamo društvo, pod katerim mi delamo, smo pripravili en abonma za letos za gledališke predstave, tako da tudi to smo vam dali podariti, tako da poglejte si, če vas zanimajo gledališke predstave, pridite, če poznate koga, ki ga zanima, to mu pokažite, pa ga pripeljte. Pa v Ljubljani imamo nastop, ne? Ja, v Ljubljani imamo 11. oktobra naš prvi international nastop, se pravi, mislim international, to vas mesto, ne, ta... No, prvi samostojni. Prvi samostojni vaška scena se seli v Ljubljano, tako Ja, da res se potem gremo. ujamete. Ja. To, Još, zdaj pa pozornost na tebi, hvala, da si bil danes z nami, ja, imeli smo se zelo dobro, upam, da še kdaj prideš. Imaš tudi kakšne projekte, za katere bi rad... Jaz pišem magistrsko nalogo. Vabim je zagovor. Ne, nismo še tam. Tako da po partiji bom naredil še ta izpit. Imam pa Gverila teater, mi pa delamo tudi impro, ampak tudi v Ljubljani. Letos se pa ukvarjamo s knjigami in bomo različne knjige prebrali, tako bralno značko se bomo naredili, pa bomo pa delali predstave na podlagi teh knjig. Novembra začnemo. Ok, Gverila teater, so na Facebooku in tako naprej. Ja, to je to, pa nekaj zdaj grem na Poljsko. Hvala, da ste prišli, ostanite taj, kaj ste. Jaz bi pa kar domov. Ja, in se vidimo naslednji mesec. Hvala prispevki, hvala lepa, Dio, naslednji. Všeč da malo.